Pozdravljeni. Veliko veselje mi je, da vas lahko povabim na krstno uprizoritev dramatizacije Simone Hammer z naslovom Figa. Dramatizacija je nastala po znamenitem romanu Gorana Vojnovića. Gorana Vojnovića ni treba preveč natančno predstavljati, namreč vsi ga zelo dobro poznamo. Gre za enega najuspešnejših slovenskih romanopiscev zadnjih let. Roman Figa je bil nagrajen s Kresnikom. Uvrščen je na naš repertoar iz vsaj dveh razlogov. Pred leti smo namreč uprizorili Jugoslavijo, mojo deželo, prav tako Gorana Vojnovića, in nekako je ostal dolg, da po isti poti raziskave preteklosti gremo z Goranom tudi naprej. Drugi motiv je tudi ta, da je v letošnji sezoni roman uvrščen v maturitetno čtivo. Zdelo se nam je pomembno, da uprizorimo ta roman oziroma dramatizacijo tega romana, predvsem zato, ker je naša želja, da bi v tem koronskem času, da bi po koroni lahko prišli z gledalci v čim bolj tesen objem, čim bolj tesen stik, in zelo pomembno nam je, da mladi ljudje, ki so ravno tako kot vsi ostali umaknjeni od družabnosti, od družbenih dogodkov, od gledališč, da se lahko vrnejo k nam. Seveda nihče ni mogel vedeti, da bo korona toliko časa trajala in vztrajala. Zato smo pripravili neposreden prenos. Neposreden prenos predstave, ki bo 13. In potem takoj 17. bo prva ponovitev. Prva ponovitev Fige bo tudi prenašana v živo, in zanimivost te predstave je, da bo po predstavi tudi pogovor z ustvarjalci, tudi z Goranom Vojnovićem, preko Zooma. Zoom je sredstvo, na katerega smo zdaj že zelo dobro navajeni, tako da upam, da se bomo srečali v čim večjem številu. Figa je zgodba o treh različnih generacijah, treh različnih ljubezenskih zgodbah. Je zgodba, ki jo nekateri berejo zelo politično, ki jo berejo kot zgodbo o razpadu države, o prihodu novih časov, o tem, kako različni časi, vsak po svoje in na svoj način, vplivajo tudi na naše najbolj intimne odnose. In moje izkušnje so v bistvu z bralci, da vsak v njej najde nekaj drugega. Neke stvari so takšne, da se dotaknejo vseh, ampak ko se pogovarjam z bralci, v bistvu je ta pogovor vsakič malo drugačen. In se mi zdi, da bo to, ne glede na to, kako so se zdaj avtorji te predstave tega lotili, v bistvu nekako veljalo tudi za predstavo samo, da bo v bistvu teh predstav, kolikor je gledalcev, da bo pri vsakem gledalcu odprlo mogoče nekaj drugega. Gledališka predstava Figa je moja tretja izkušnja s prenosom literature na oder, in nekako sem spoznal, da sta si literatura in gledališče veliko bolj sorodna kot pa recimo literatura in film. Predvsem zato, ker oba nekako ohranjata ta prostor gledalčevi domišljiji, ta nezapolnjen prostor, ki ga lahko vsak gledalec potem seveda po svoje zapolni. Nobena podoba ni dokončna. In to se mi zdi pri Figi, ki že tako ali tako že pušča neke stvari nedorečene, nujno. Se mi zdi, da v bistvu na nek način brez tega v bistvu bi zelo težko funkcionirala, tako kot literatura in tudi kot teater. Ampak se pa hkrati zavedam, da je ravno to tisto, kar je seveda neka oteževalna okoliščina za ustvarjalce te predstave, ker seveda, če hočejo, da si gledalec sam zapolni neke vrzeli, si jih morajo najprej seveda zapolniti sami. In tu sem prepričan, da se jim pojavljajo številna vprašanja, ampak kakor se pogovarjam z njimi, so si vsaj na večino že odgovorili in mislim, da do premiere si bodo definitivno odgovorili še na tistih par, kar jim jih je preostalo, in da
bo premiera zagotovo uspešna. Simona Hammer je avtorica dramatizacije Fige. Luka Martin Škof, režiser in hkrati tudi avtor odrske priredbe skupaj z igralci, po kateri so naredili predstavo, ki jo boste videli 13. Dramaturginja je Darja Dominkuš. Največji izziv ali pa najbolj dražesna stvar pri dramatizaciji Fige je v resnici prenos iz tega nekega proznega romanesknega medija na odrske deske v dramsko obliko, predvsem zaradi tega, ker je Vojnovićev prvoosebni pripovedovalec izrazito sprotno razmišljujoč, tak skorajda kontemplativni lik. In v dramatizaciji sem nekako poskušala ujeti en tak pravi balans med tem, da je še vedno to nek svet Jadranove glave, hkrati pa, da imajo vsi ostali liki dovolj priložnosti, da zasijajo. Zdaj, če imamo Jadrana kot en ta glavni lik, ki nas pelje skozi ta razmislek, ga najdemo ali pa ga srečamo v enem takem življenjskem krču. Se mi zdi, da je v enem takšnem, mogoče glede na leta, predtaktu ene krize srednjih let, kjer se začenja spraševati ali pa dvomiti v neke svoje spomine, v neko, ajde, da temu rečemo, družinsko anamnezo, v neke vzorce in seveda tudi neke travme, ki jih je podedoval. Ravno kar se teh travm tiče, se mi zdi, da je tukaj Goran Vojnović izjemen mojster, zaradi tega, ker piše o točno tem našem okolju, o teh naših kolektivnih travmah, razpada Jugoslavije, vojne, enih strašnih družinskih tragedij, ki v resnici iz tega izhajajo in ki jih absolutno še vedno danes čutimo tako posamezniki kot družba. Neka druga tema, ki pa se mi zdi, da tako malo posveti iz tudi tega, ajde, nostalgičnega razmisleka o preteklosti, pa neke te osebne note, pa je tema ljubezni. In se mi zdi, da je ravno ljubezen mogoče ta, ki lahko ponudi ljubezen do sebe, do bližnjega, do sočloveka seveda, ampak da je ravno ta ljubezen tista, ki lahko pomaga mogoče zaceliti te rane, te res velike rane, ker se mi zdi, da je več kot jasno, da jih čas ne more. Mislim, mene je najprej vznemiril ta roman, zato ker je glavni lik, glavna oseba pravzaprav predstavnik moje generacije. Jaz še nikoli nisem delal, mogoče ena predstava pred tem, da bi lahko v bistvu skozi glavno osebo tako na nek način tudi jaz spregovoril, seveda posredno, ne, preko romana. Se pravi, mi je na nek način pisan na kožo in se zelo lahko istovetim z njegovimi, recimo temu, eksistencialnimi problemi. To so leta, ko v bistvu na nek način je čas, da človek odraste, da se na nek način vzpostavi. In seveda, najprej se pa seveda mora srečati z temi vprašanji, bistvenimi, kdo je, kdo sploh sem, kaj si želim v življenju, kaj bi rad pustil za sabo in kako bi rad pač v prihodnosti zaživel. V bistvu je en kompleks, ki ga Vojnović zelo dobro razvije in sicer govori na nek način o tem, da vsakega posameznika pravzaprav sestavljajo zgodbe njegovih prednikov, ne, bližnjih in daljnih. In istovetenje s tem te pravzaprav na nek način omejuje, čeprav te sestavlja, te tvori v neko identiteto. Ampak konec koncev si je na nek način smiselno priznati, da je to pravzaprav samo tvoja življenjska zgodba. Zgodba, ki jo pa pravzaprav tudi lahko sam pišeš. In si jo pišeš in jo lahko tudi preoblikuješ na nek način. Tako da
o tem v bistvu avtor Goran govori, ne, o tem, kako si pišemo v bistvu usodo na nek način sami, kako z čustva, ki so iracionalna, kot je to recimo jeza, žalost, nujno usmišljamo, kako ta čustva pravzaprav nujno usmišljamo na nek racionalen način z zgodbo. Čeprav so iracionalna in so pravzaprav plod nekih travm iz otroštva ali pa tudi kasneje. Kako jih moramo povezovati, če ne ostanemo sami z njimi, predvsem recimo z jezo ali pa žalostjo. In ostati sam s takimi čustvi je pravzaprav nekaj najbolj strašnega. Zato jih radi usmerjamo drugam in to seveda največkrat pokasira nam najbližji človek, to je partner. Vso to jezo, vse te frustracije v življenju se pravzaprav na nek način stresajo nanj, na tega človeka, ki nam je pa najbližji in ki si ga pravzaprav želimo obdržati. No, in to je pa v bistvu še ena, se mi zdi, bistvena kvaliteta tega romana oziroma bistveno sporočilo je pravzaprav v vztrajanju, v zvezi. Zdaj, kako se to sliši naivno, v tem času, ko stremimo k tem nekim samouresničevanjem in nekem samozadostnem individualizmu, nekem pravzaprav egoizmu in tako naprej, se mi zdi, da je Goran zelo na nek način staromoden, ampak meni osebno je to v bistvu veliko bližje kot pa neko pristajanje na to samouresničevanje brez drugega ob sebi, ne. Vojnovićev tretji roman Figa je izjemno kompleksno delo z razvejano pripovedno strukturo. Osrednji junak romana, 33-letni Jadran, v dneh po nenadni dedkovi smrti prepleta zgodbe nekaterih družinskih članov z razmišljanjem o sebi in o partnerski krizi, v kateri se je znašel. Časovni obseg romana je precej širok, sega nekako od druge svetovne vojne pa do leta 2012, ko se roman dogaja. Posameznim zgodbam pa so skupne teme, kot so strah, beg, jeza, razočaranje, potreba po ljubezni in bližini, skrb za bližnjega, strah pred ujetostjo, strah pred izgubo svobode. Tudi prenos romana na oder poskuša razvijati vse te teme skozi izpoved oziroma razmislek osrednjega junaka, ki na oder priklicuje posamezne prizore iz svojega življenja oziroma iz življenja svojih sorodnikov. V ozadju vsega tega pa je spraševanje o tem, koliko smo za svojo usodo krivi sami, čeprav smo včasih žrtve politike ali zgodovinskih dogodkov. Ampak mogoče smo še pogosteje žrtve svojih predsodkov, svojih strahov, svojega ponosa ali pa ujetosti v miselne vzorce, iz katerih ne znamo. In medtem, ko se mi zapletamo v te vzorce, življenje teče. Je pa samo od nas odvisno, ali si bomo znali poiskati neko drevo ali zavetje pod drevesom, se umiriti in premisliti o svojih stvareh. Scenograf in avtor videoposnetka je Miha Knific. Kostumografinja Urška Recer. Avtor glasbe, izbora glasbe in aranžmajev ter korepetitor Ivan Mijačevič. Oblikovalec svetlobe Metod Novak. Lektorica Tatjana Stanič. Svetovalec za bosanščino, hrvaščino in srbščino Benjamin Krnetič. Igrajo Benjamin Krnetič, Tina Vrbljak, Pija Zemljič, Uroš First, Jan Škof, Maja Sever, Boris Mihal, Saša Mihelčič, Petra Govc, Vojko Zidar, Zvezdana Mlakar in Valter Dragan. Jaz mislim, da je Figa pač celostno in nekako zaokroženo Goranov najbolj kompleten roman. Zdi se mi, da je tako res v smislu literature
tudi on se neke stvari naučil in jih tudi naučil se plasirati, zaokrožiti, kot pravim. Predvsem veš ta konc, kako se stvari nekako usmerjajo nekam, ampak ne temeljijo pa na tej neki fabuli, v smislu tega, da te suspenz neke narative pelje, ampak je v bistvu to prepletanje teh tematik. Ne. Ampak ena od stvari, ki jih razčiščuje Jadran v glavi, se definitivno končuje z vprašanjem Anji, karkoli že jaz sem, ali si me ti sposobna ljubiti takega, polnega jeze, polnega vprašanj, polnega vprašajev. In to se mi zdi tako fina, v bistvu iztočnica za cel roman, zato ker Jadran se v romanu in v predstavi v bistvu on nekako sestavlja to svojo zgodovino in hkrati sestavlja sebe in hkrati prek vseh spominov, ki jih ima na odnose svojih prednikov, partnerske odnose, v bistvu si tako interpretira njegov odnos s svojo partnerko, to igram jaz, Anjo, ki je pa tudi na eni točki, ker ne veste več kako naprej, a sploh naprej in tako. Anja je isto ena v bistvu ujetnica nekih svojih navezanosti na. Ne, ona se tudi noče, sicer on je zazrt v preteklost, ona tega na nek način ne želi in tudi ne mara tega pri njemu. Ona želi, da je on tukaj v tem trenutku zdaj z njo, ampak hkrati se pa ona tudi ne more odcepiti od svoje družine in v bistvu od tega privilegiranega statusa, ki ga ima. Zdaj pa zakaj? Ful je pomembno, kako vpliva celotni družbeni ustroj na partnerstvo, na intimen odnos. In se mi zdi, da sta ona dva na nek način oba žrtvi pač nekega v bistvu kapitalizma, neoliberalizma. Oba sta prekerca, neko negotov status, imata odločila sta se imeti otroka. Govori predvsem o odnosih, o spajanju, o krhanju, o zapuščanju na intimnem, družinskem in državnem nivoju, če lahko tako rečemo. In smo priča kompleksnim likom, duhovitim dialogom. Vse to pa spremljamo skozi oči Jadrana. Jaz igram Vesno Benedejčič-Dizdar, Jadranovo mamo. In z Jadranom imava zelo kompleksen odnos, pogojen seveda z dogodki iz preteklosti, sedanjosti, bližnje prihodnosti. In jo spremljamo od mladega dekleta vse do babice. In z mislijo na in v duhu tega časa, v katerem smo zdaj, smo to predstavo tudi postavljali. Zato je bil proces zelo zanimiv in vabim vas k ogledu. Figa je epska. Epska v tem smislu, da se mi zdi, da ima Goran ta blazen talent zapisati velike zgodbe današnjega časa. Ne vem, jaz sem ravno tako sodeloval pri Jugoslaviji, ko smo pred par leti delali na tem odru in sem imel že takrat občutek, da sem del velike zgodbe. In ko sem prebral Figo, se mi je zdelo, da je ravno tako velika zgodba našega časa. Se pravi, nekaj, kar nas tako ali drugače zadane, ko beremo, tudi če nimamo podobnih izkušenj, tudi če nismo mogoče doživeli stvari, ki so v tej knjigi opisane, ampak zgodba ti nekako pride zraven in te pritegne, ne glede na to, da je v bistvu pravzaprav zelo velik izziv to zgodbo pravzaprav dramatizirati, ker je raztegnjena na toliko časov in s takimi preskoki v pripovedi, da se mi zdi, da se je ekipa, ki se je trudila z dramatizacijo, zelo, bom rekel, mogla potruditi, da je ta naša volja, da se v teh časih vseeno ustvarja gledališče, da ima to velik smisel. Enostavno zato, ker imam občutek, da so gledalci tisti, ki hočejo še gledališče in enostavno za nas je pa to. Danes smo se pogovarjali o besedi izziv, koliko zelo je odbijajoča, ampak dejansko to je izziv za nas, za celo generacijo ustvarjalcev, da v bistvu pravzaprav v tem času najdemo pot do gledalcev in ohranjamo gledališče živo. Veselimo se vas, čeprav se ne bomo videli tukaj v dvorani. Veselimo se vašega obiska na naši spletni strani.
Predvsem pa še enkrat povem, da se zavedamo, da je vsak posnetek predstave ne more biti isto, kot je predstava v živo. Ne more nadomestiti prenosa energije, ki se zgodi tukaj. Ne more nadomestiti mnogodimenzionalnega gledališkega dogodka. Vseeno, čim prej upam, da se bomo srečali.